Večer uživa. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Pozdravljeni, dobrodošli v novem podcast klepetu Večer uživa. Tudi tokrat smo v družbi navdihujoče sogovornice, saj veste, to počnemo, navdihujemo z vsebinami in sogovorniki. Kako lahko poznavanje bontone in olike polepša naš vsakdan in naredi naše zasebne in poslovne komunikacije uspešne? To bomo slišali v naslednjih minutah, zato ostanite z nami. Ob sebi prijazno pozdravljam magistrico mednarodnih in diplomatskih študij, avtorico knjige Slovenština in jaz, ter ustanoviteljico Akademije vrednot Lumia, gospo Simono Lečnik-Očko. Dobrodošli, gospa Simona. Najlepša hvala za povabilo. Kako ste? Odlično, hvala vi. Tudi hvala, zdaj sem super in zelo radovedna. Krasno. Zdaj tole vprašanje, kako ste, pa dober dan. To je lahko neko mašilo ali pa neka vljudnostna fraza, ki gre kar mimo nas, pa jo izrečemo, pa nas sploh ne zanima, kako je nekdo. Je tako? Tako je. Lahko je pa tudi en ključ, ki polepša dan. Vsekakor, poleg pozdravljeni, velikokrat slišimo, kako ste. Takrat lahko od sogovornika marsikaj izvemo. Seveda odvisno od tega, koliko je pripravljen deliti z nami. Če pa nas ne zanima, pa lepo prosim, nikogar ne sprašujmo, kako so, če ne želimo slišati njegovega odgovora. Osebno sem že večkrat doživela. Srečaš na hodniku, ne vem, sodelavca, prijatelja, nadrejenega. Zdravo, kako si, odpreš usta, začneš govoriti, on je pa že mimo tebe. Pomeni, lepo prosim, če vas ne zanima, kako smo, dajmo se pozdraviti, zaželi lep dan drug drugemu in se poslovimo. Če pa želimo izvedeti, kako je nekdo in mu postavimo to vprašanje, kako je, potem postanemo za trenutek, pogledamo osebo v oči in poslušamo, kaj ima zapovedati. To je vljudnostna fraza, ampak če nas ne zanima, je to dovoljeno, da enostavno ne vprašamo in gremo naprej. Gospa Simona. Odlično, Simona. Simona, no, super. Mi pa ste rekli, da se bi tikali, ne? Tako je. Povejte mi, kdo prvi predlaga tikanje, sicer po protokolu običajno? Ali po bontonu? Ja, gledajte, v poslovnem svetu seveda obstajajo določena pravila. Mi dve, jaz sem danes tukaj vaša gostja in popravim bi vi kot gostiteljica meni mogli predlagati, da se tikava. Jaz sem vas nekoliko prehitela. Odvisno je, če začutimo, da je pravi trenutek. Sicer pa pri tikanju in vikanju je tako, da se ne tikamo kar vse povprek. Ne tikamo mlajših samo zato, ker so mlajši od nas, ker je to pač samoumevno, da se tikajo otroci ali pa ne vem, če je to starejši sodelavec, mlajšo sodelavko. Ne tikamo se kar vse povprek. Nadrejeni je tisti, ki predlaga svojim podrejenim, da bi se tikali. V poslovnem svetu ni najbolj zaželeno tikanje, ravno zaradi te neke zdrave distance, ki se ustvarja med sodelavci, sploh do nadrejenih. Tudi skregamo se veliko teže, ker Ni distance, ne, ti krava ali vi krava, ne, direktno vam, gre tudi veliko teže z jezika. Sicer pa je dama tista, ki moškemu predlaga, da bi se tikali. So seveda izjeme v primeru, da je starejši gospod, mlajša ženska, če je gospa, ki ima vso pravico predlagati gospodu tikanje, ga ne bi rada užalila in s tem poudarila njegovo starost, ker veste, to so take občutljive osebne teme, je dovoljeno, da tudi gospod to predlaga. Sicer pa so starejši tisti, ki predlagajo tudi mlajšim tikanje. In pri tikanju je vedno dvosmeren proces. Pomeni, mi dve se obe morava strinjati, da se bova od tega trenutka naprej tikali. In ko se enkrat dogovoriva, da se tikava, ne greva več nazaj. Tako je, torej, ko se mi dve dogovoriva, to je to, potem ostaneva na ti. Recimo, kaj se dogaja v raznih podjetjih, direktor svoji poslovni sekretarki reče, glej, dokler smo sami domači, dajva se mi dva tikati. Ko pa pride kak zunanji obisk, poslovni partner ali pa gre takam na kako poslovno kosilo, ker bojo tudi ostali, ne vem, sodelavci, pa boš me vikala. Jaz vedno rečem na podjetjih, prosim, ne delajte tega ljudem. To je ena zmeda, kiks in to je en tak nepotreben pritisk. Jaz, če ne želim, če bi vi meni predlagali, Simona, kaj se lahko tikava in se jaz ne bi počutila dovolj pod narekovaj domača in sproščena v vaši bližini, bi rekla, lepo prosim, raje bi, da staneva na vi, ker bova lažje mi dve delovali, recimo v tem primeru, v tem najnem pogovoru. Ampak jaz sem začutila, da se mi dve lahko tikava in zato to. Ja. Se pravi, da je tale bonton
tudi ne samo pravila, gre za pomembna je tudi intuicija. Zagotovo. Glejte, če osebni avtomobil narobe parkirate, dobite kazen, ker ste prekršili pravilo. Bonton, sicer so zapisana pravila vedenja, ampak če se jih ne držite, vam nihče ne bo plačilnega naloga izpolnil. Lahko pa vas drago stane v življenju, sploh v poslovnem svetu in seveda tudi zasebno. To so veščine, ki se jih moramo naučiti, s tem se ne rodimo. Če pa jih poznamo in ko jih enkrat usvojimo, je pa naše življenje lahko veliko bolj kvalitetno. Gre se za to, da nam je mar za druge ljudi, ne samo za nas. Torej, kako se jaz počutim ob vas in vi ob meni. In treba je poznati pravila, da se potem odločamo, kdaj bomo katero pravilo uporabili in kdaj ne. To je ena taka, kako bi rekla, prostovoljna obveznost, ali ena taka, to so pomagala, ki nam pomagajo, da lepše shajamo. Ker veste, recimo v delovnem okolju si nismo vsi simpatični. To je umetno okolje, kjer si primoran večji del dneva preživeti z ljudmi, s katerimi se mogoče ne bi zasebno družil. Ampak to ne pomeni, da moraš človečnost in vljudnost vse pustiti pred vrati in se obnašati, kot da ti je vseeno za vse. Ne. Vljuden si, zato ker preživljaš čas s temi ljudmi, ker ti je mar, da se tudi oseba, ne vem, pri sosednji mizi z računalnikom dobro počuti ob tebi. In to je spet oboje stransko. Zdaj bom pa jaz počel samo to, kar je meni v redu, kar jaz mislim, da je prav, pa me čisto vseeno, kaj bodo drugi mislili. To tako ne gre. Veste, ljudje nismo samo biološka, smo tudi družbena bitja. Odkar se zbudimo, dokler gremo spat, stopamo v neke interakcije, v odnose, doma, zasebno, v trgovini, v šolah. Ne moreš se obnašati, kot da si sam na tem svetu, nisi zaprt v en mehurček, pa da ti je malo mar, kako se obnašaš do vseh drugih ljudi. Ne? Je pa tako, tisti, kaj se nauči in se seznani, pa ne govorim jaz zdaj o tistem res diplomatskem protokolarnem bontonu, ki ga mi navadni ljudje ne uporabljamo, o tem vsakdanjem, o teh malenkostih, ki pa niso malenkosti, ko ste prej rekli, ko lahko polepšaš človeku dan, ko ga pogledaš v oči, ga pozdraviš in ga vprašaš, kako ste. Vprašanje, če ga je kdaj, kdo ga je nazadnje sploh vprašal, kako je. Tudi to je bonton. Se pravi, res nam lepša dan, mislim, nam lepša življenje, dviguje kakovost in mi se tega res ne zavedamo in ga imamo res kot neko togo formo, ki preži nad nami in nas ustrahuje. Ne? Vi ste rekli, tudi ko smo se zdaj pred pogovorom, ko smo klepetali, da vas celo družine povabijo domov sebi, da jih vi učite bontona obnašanja pri mizi, ne? Tako je. Zdaj, vedenje za mizo, jaz mislim po vsem tem, kar sem prebrala do zdaj v življenju, da ni področja, ki bi tako natančno opredeljeval, kot je ravno vedenje za mizo. To je toliko gradiva za predelati, če želiš vse obvladati, če želiš vse poznati. Ampak enih 10-15 osnov je, ki vsem nam koristijo v življenju. In jaz staršem rečem, prvič, ko bo vaš otrok povabljen, ker se vabijo na rojstne dneve, pa na ekskurzije, pa ne vem, valeta, prvič, ko se bo osramotil za mizo, mora pokazati s prstom na vas. Ker to je naloga staršev. Vzgoja, to spada k vzgoji. Tega je bilo včasih veliko več kot danes. Nažalost, marsikdo ne pripisuje temu nobenega pomena, je bolje, če otrok trenira 3 športe, govori 3 tuje jezike že v 2., 3. razredu in ne vem kaj, vse to ni pomembno. Nažalost je vedno več takih, zato pa sem tukaj jaz, ki na glas govorim, da tudi te stvari je dobro poznati. Doma se morajo naučiti teh stvari, naučimo pa jih lahko samo tako, če bomo sami poznali to. In za svojim zgledom in nikakor drugače. Ne daj mi daljinca. Prosim, daj mi daljinca hvala. Ne zato, ker sem jaz mama zahteva, da ti mene hvala, prosim, ti pa tega otroka. Čisto tako in gledaj, to so znanja, ki s časom ratajo avtomatizirana. To je tako kot tuj jezik. Mi se ne rodimo, pa že nemško govorimo. Tega jezika se naučimo v šoli. Če ga ne uporabljamo, smo malo das, razmišljaš. Isto je pri bontonu. Najprej boš razmišljal, čakaj, kam moram zdaj dati prtiček, kaj zdaj lahko že jem, čeprav on še ne sedi. Ko pa vam to rata rutina, pa o tem več ne razmišljate in vam je vse jasno. To se mora uporabljati, da te stvari gladko tečejo. In če mi to dnevno uporabljamo, jaz ne govorim o 3 nožih doma za navadno kosilo, ampak da se ve, da ko se skupaj jemo, da se ugasne televizija, da ni telefona na mizi,
da se gledamo v oči, kam mi prosim podaš sol, da ni tistih vseh piskrov na mizi, iz katerih si potem vsak špagete ven jemlje. En servirna skleda na mizi več, občutek je čisto drugačen. Sploh ni važno, kaj serviramo. Tistih 10-15 minut je vredno, da našim najmlajšim damo občutek, da je to zdaj čas za družino, ali pa za par, ali pa za kakorkoli. In to je bonton. To so take malenkosti, veste, ne igramo se pri mizi, zakaj ne, ni noge na mizi. To se sliši moji generaciji, pa mogoče malce starejšim smešno, kako tega ne vedo. Ne vedo zato, ker vsak gleda v svoj telefon in samo da zbašajo v sebe in da so siti, da je kljukica na raj, ni okej. Jest smo začeli, da preživimo, potem smo iz tega naredili nek užitek, radi jemo, zdaj pa dajmo še malo kanček estetike. To je lahko navadna papirnata brisača utrgana na levo stran od krožnika, da se lahko pogremo, glej, naslednjo soboto pa ima teta Abrahama in s ponosom opazuješ svoje otroke, dobesedno si tak v sebi, noter se smeješ in si ponosen. Pa ne zdaj, da je to zdaj za medaljo, ampak ko vidiš, da otrok sedi, ko se je, da ne teka po restavraciji, ne kvari obroka drugim, ki sedijo za mizo. Ni to edini otrok. Ravno zadnjič me ena gospa rekla, zakaj ste tako strogi. Srega gospa, moja hčerka mora sedeti z mano za mizo, ko jemo, če smo se mi odločili iti ven v restauracijo jest, to je idealen poligon, da vidimo, kaj je ona že osvojila. Ona gleda najo, mi dva gleda v njo. Nima kaj tega tokoli, nima kaj drugim gostom pogledati, kaj pa ti ješ, zato ker je ona mala in sladka. Ne. Ljudje imamo radi mir, ko jemo. Glejte, imamo starejše ljudi, ki so svoje oddelali, jaz temu rečem. Zakaj bi zdaj mogli mi pričakovati od njih, da bo oni varuška našemu otroku, medtem ko jaz moram tiste 3-4 grižlje. Oceniš, kdaj je pravi trenutek za otroka, da gre v restauracijo. Brez dretja, brez tekanja natakarjem pod noge. To je bonton. Ampak otroci se tega sami ne morejo naučiti. In zdaj je nekaj staršev takih, ki jim dobesedno po domače dol visi za to. Kot sem prej rekla, nekaj je takih, ki jih nihče tudi njih ni poučil, pomeni, da že generacijo nazaj ni bilo nobenega poudarka. Nekaj je takih, ko niso prepričani, pa bi vseeno radi. In zdaj jih je vedno več takih, ki mene kontaktirajo. Kako bi to? Daj povabite me k vam, ko imate kosilo, jaz veseljem pridem in vam gremo skupaj na suho kazati, gre. Ampak, ko so otroci zraven, je pa fajn, da je tudi nekaj v krožniku, da vidijo, da jim pokažemo, kako se prav nož prime, zakaj tako in kako, kolikokrat narezati, kako odložiti pribor. Ker veste, na zahodu, Avstrija, Švica, Nemčija, oni imajo že od vrtca naprej v učnih programih bonton. In ko enkrat ti otroci, niso več otroci, mladostniki, končajo srednjo šolo, ko se oni specializirajo in se odločajo, kaj bodo, ko bodo veliki v življenju, oni se več na sestanku ne rabijo ukvarjati, kam gre zdaj vilica, kaj lahko odložim na mizo ali ne, kdo zdaj plača, kaj zdaj slečem suknjič. Oni to že vedo, ker je to že v njih kot tuji jezik. In oni se ukvarjajo z vsebino. Nedolgo nazaj me je ravno kolega klical iz Graca, da podpisuje eno velikansko pogodbo z enim avstrijskim podjetjem, je šel na stranišče in me je klical, je rekel, leča me, da pač leča. Jaz ne vem, kaj naj naredim, imam srajco s kratkimi rokavi, kaj se slečem, vroče mi je Švica, sploh ne vem, kdo bo zdaj plačal, podpisali bomo pogodbo. Se zmeniva, vse je rekel, vem, da ne morem googlati pri mizi, to vem, zato te kličem, pomagaj, ne. In me kliče dan, dva kasneje in pravi, hvala ti. Rekel, veš, prvič, jezikovna barijera, oni so na svojem teritoriju, rekel, drugič vsebina, s katero smo se ukvarjali, je vseeno, rekel, za velik denar gre podjetje na eni strani, drugi odgovornosti. Rekel, jaz pa sem celi čas razmišljal, kdo zdaj, kaj že lahko si naročim še en kozarc vina, ali ne počakam. In je rekel, pridem jaz k tebi, veš, z mojim sinom, da boš ti nama malo to razložila. In vsega, z veseljem. In potem se ukvarjaš z vsebino, zaradi katerega se z nekom dobiš. In ne, ker ni fajn ne vedeti, omejuje te, ne? Švicaš po nepotrebnem. No pa če sva že, zdaj imam v glavi 2 točnice, ampak dobro, ko sem se tu, da ne bom pozabila, bi si mogla kar pribeležiti. Najprej to, ko ste rekli, ne? Kdaj kdo plača, to prerekanje, in ne jaz bom, za mizo je smešno, v zadrego spravi in ta, ki pijeta in natakarja. A je to kako pravilo, kdo plača? Tisto prvi reče, ženska, moški, mlajši, starejši?
Vete, Kdo koga povabi? odvisno je prvič, kdo je povabil in s kakšnim namenom. V poslovnem svetu je tako, da tudi v zasebnem več ali manj to, govorim zdaj v Sloveniji. Ja, za naše Tako okolje. je, Ja. v Sloveniji, ker marsikje drugje ni tako. In tisti, ki povabi, običajno tisti plača. Ja. Zdaj, če sva mi dve podpisali ne vem kakšno pogodbo, pa ste recimo vi mene povabili, ampak pogodba je meni v prid, ne bo nič narobe, če bom jaz kot nek način zahvalo za ne vem denar, ki ga bom na račun najnega sodelovanja zaslužila, jaz recimo tisto kosilo plačam. Kaj je pri meni en tak moment, no recimo jaz v zasebnem življenju zelo navijam za kavalirstvo, ne tisto staromodno, ne tisto preveč osladno, ampak to, ki Naravno, malce povzdigne to romantiko v paru. Pomeni, z emancipacijo smo ženske dosegle vse, torej sama si lahko vse naredim in si lahko tudi sama plašč oblečem in si lahko sama naročim in si lahko sama vino natočim, vse jasno, ampak zakaj? Če te partner povabi na zmenek, mu dovoli, da ti sleče plašč, 2-3 sekunde dlje traja, ne hiteti, pusti mu naj to naredi, naj samo počuti kot kavalir. On ve, kaj radi jemo. Če mi naroči za mene, zaradi tega še nisem nič manj vredna, meni to laska. Lahko mi natoči kozarec vina, čeprav si ga lahko sama seveda kar naprej, ampak ni to fora. In to so te take malenkosti in tudi če on diskretno vstane, tako kot v poslovnem svetu, nikoli ne plačujemo pred gosti, nikoli. Vkolikor imamo gotovino, stopimo, ko vidimo, da smo zaključili, vprašamo, če bo še kdo kavico ali kaj čez, ko zaključimo, diskretno vstanemo, gremo do natakarja, prosimo na račun, plačamo. Vkolikor so kartice, lahko kartico pred začetkom sploh za poslovna kosila pustimo že pri natakarju in mu povemo, ko bo konec, lahko celo povemo za napitnino, da se vključi in tako naprej. Zdaj čisto je odvisno od situacije, tako in od kdo so osebe, s katerimi sedimo, ne. In ko se mi takole družimo, mobitel nima mesta na mizi. Nikakor ne. To vem, da nisem edina, ki dobim ošpice, menda je nujno zlo. Se mi zdi, da kar nenehno vsi po rokah vlačimo, zasebno, službeno, sploh ni pomembno. In tudi, če greste s prijateljico na kavo, ona si je utrgala čas za vas in vi za njo. In v tistem času telefon nima kaj iskati na mizi. Pospravite ga v torbico, v žep, pod jakne, kamorkoli. Če čakate nujen klic, ker vas bo nekdo poklical, ker ima pregled ali pa ne vem za sestanek, naj bo na glas, sicer naj bo telefon na tiho. In prosim, ne štrcati pa gledati Facebook statuse pa sporočila, to bo počakalo tiste pore, saj ne boste cel dan z njo. Nespoštljivo je, ko greste skozi mesto in ko vidite mlade, da sedijo drug nasproti drugega in si v tistem trenutku, če gremo preverjati, na Instagramu všečkajo slike iz te iste kave v tišini. To je meni žalostno, jaz vem, jaz ne rečem ne ga uporabljati ali pa zdaj pa se oprimo, ne, to je del našega vsakdana postalo, ampak treba je pa tisto mejo narediti. In tudi starši od malega moramo oceniti, da je pravi čas, da se otrok sreča s tem, omejiti uporabo, nadzorovati te stvari. Ker dan danes, gledajte, ko smo mi odraščali, oni imajo zdaj, naši najstniki imajo zdaj večji problem. In samopodoba, in komunikacija navzven. Enkrat zapisana beseda, ostane zapisana beseda. Enkrat objavljena fotografija, ostane objavljena. Treba jih je veliko bolj poučiti. Več je nasilja nad temi forumih. To je meni, jaz res obolevam od tega, na kak način se ljudje pogovarjajo, sploh mladi. In to vpliva na samopodobo, saj koliko primerov pa smo že videli, da so ravno zaradi tega bullyinga tudi samomore delajo mladi, ne, ker so izključeni. In to jaz vedno apeliram na starše. Od vrtca naprej, če na igrišču vidite, da skupina otrok zavestno izloča enega otroka, prosim, ne obračajte glave stran. Dajte ugotoviti, kaj je narobe. Otroci niso zlobni, ampak če nimajo zgleda, bodo pač tako delali, kot oni mislijo, da je prav. Ne moreš vedno glavo stran obrniti. Doktorske dizertacije delamo o gosti hrani, o dojenju, o cepivu. Ko pa gre za empatijo, za take stvari, dajmo tu biti glasni, dajmo se tu vključevati, dajmo počepni dol vprašaj, kaj je narobe, zakaj se ne igrate s tem fantom. Lahko da je bil grob do njih, zakaj si bil grob, to ni prav. Eni starši ne znajo, eni se ne znajdejo, eni ne govorijo slovenskega jezika in se otroci tudi težje vklopijo. So okoliščine, ampak ne kar avtomatsko s prstom kazati, ja, lahko se greste drugam igrati. In potem se to seli na višje stopnje, ne?
Jaz osebno sem doživela v osnovni šoli, ker nisi bil oblečen po zadnji modi, ker mi smo pač bili v situaciji, v kakršni smo zbežali pred vojno. Kar si dobil, si oblekel. Vpliva to na samozavest, ko se ti vsi za hrbtom smejo, pa čeprav vejo, ampak če bi njim doma starši razložili, kaj pomeni beseda čefor, kaj to pomeni, kako to mene žali in tako naprej. Pa niso verjetno, ne rečem, da niso vsi, da so vsi takšni, ampak otrokom je treba razložiti stvari, ker oni gnesti jih je treba od malega. In tudi do teh najstnikov, ki so virtualna resničnost, ki niti ni približek temu, kdor smo mi v življenju, razni filtri, ne vem, kak je. Zdaj vsaka mamica, ki rodi, je najbolj srečna na svetu s tistim vozičkom in potem na drugi strani vsaka povprečna druga mama je v depresiji, ker ona pa ne folga, ne skuhati, ne oprati, ne dojiti, ne. Ona pa je tam cela zrihtana, brez trebuha. Treba je malo ločiti te stvari, res. V bistvu lahko to govorili tudi o nekem bontonu oziroma o neki oliki, ali kako ne rečem, na teh družbenih omrežjih. Seveda. So neke meje, so neka pravila. Seveda, samo vsak mora iz sebe izhajati, gledajte odrasle osebe, samo vsak dan naletim na objavo, ki nima veze z ničemer, pa se najde vedno nekdo, ki bo nekaj popluval, ta negativizem in potem se začnejo en čez drugega. In v bistvu se zgubi rdeča nit objave. Forumi, klepeta, sploh ni važno, kaj je. In jaz sem vprašala že par oseb, kaj ti pljuneš na vsakega, ki gre mimo tebe na pločniku, zato ker pač je napisal kdo z G. Pa me gledajo, ne, vsega točno to delaš zdaj na socialnih omrežjih. To vsi vemo, gledaj, prvič se lahko zatipkaš, drugič ne znaš, tretjič, eni se pač tako pogovarjajo. Nažalost, nisem najbolj pristaš tega, ampak okej, to še ni primer, da moraš ti kletvice uporabljati, pa groziti ljudem, pa se posmehovati. Ne veš, zakaj je nekdo tak naredil. Ne veš, kako zgodbo ima in kaj se dogaja z njim, ne. In to zdaj leti vse poprek, res. Ni meja, ampak to mora vsak iz sebe izhajati. A bi upal tej osebi, ki zdaj to bere, na njen profil to pišeš, na njeni strani, to živo povedati. A tu se pa zgodba malce obrne. Ker za ekranom smo vsi varni. Tako. Ne? Jaz si želim čim manj tega, res. Da znamo te kanale oziroma to komunikacijo preko spleta, se pravi izkoristiti oziroma obrniti sebi v prid. Tako je. Pa če smo že ravno pri spletu, pa smo recimo pri elektronski komunikaciji, pa dajmo elektronsko pošto, jo dobim, treba je odgovoriti, gre za recimo za neko uradno, koliko je tisti vljudni čas, ali naslednji dan odgovorim, ali je, da se takoj zaženem odgovoriti, pa kak dolg ne bo odgovor, pa kolikrat se zahvaljujem, ne hvala tebi, ne hvala vam, pa kje so tu je verjetno tudi nek bonton oziroma neka pravila, da je fajn, da ne spademo smešno, ali pa, kar si naslovnik oziroma pošiljatelj o naslovniku tudi dobi na podlagi tega naslovnika, ne? Glede, mi vse posod komuniciramo. Ja. Ko se pojavimo, ko se javimo, ko odpišemo, ko nam torbica po tleh pade, ko pade njena vsebina, mi komuniciramo. Ves čas. Tudi neverbalno, ne? Pa še kako. In elektronska pošta je danes praktično prednjači, bolj kot navadna pošta. Jaz sem sicer ena izmed tistih, ko še vedno rada kaj na roko napišem, ja, pa ne vse, ker to enostavno danes časovno ne izide. Ampak kakšne zahvale, voščilnico za rojstni dan, pa take stvari, pa jaz vedno apeliram sploh na mlade. Pisati več ne bodo znali počasi zaradi teh elektronskih naprav, računati več ne znajo ročno zaradi vseh teh naprav. In jaz pravim, gledajte, če nam enkrat vse vrag vzame elektriko, kak bomo? Boš znal zračunati, ne? To se malo hecam. Ampak elektronska pošta je del vsakdana. To zdaj vsi uporabljamo in zelo, 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 zelo fino je, če sploh kadar gre za poslovne stvari, da v roku 24 ur odpišemo. Če dobimo po navadni pošti je nekje en teden časa, da odpišemo, kolikor pa elektronska pošta je pa en dan. Če mi ocenimo, da je nujnost, ker nekdo čaka samo en podatek od nas, ker smo v fazi nekega projekta, dajmo to čim prej narediti, če nam čas dopušča, ampak nekako 24 ur je tisti rok, ko je pa že lepo odgovoriti. Brez okej. Ne samo okej, ampak dajmo se pozdraviti, dajmo napisati, kar je bistvo, pa dajmo zaželeti lep dan, ali pa lep pozdrav, ali pa kakorkoli, ker to je
Eni si lajšajo, seveda, ker si kar v podpis dajo še lep dan vam želim, kakorkoli. Tudi to lahko zaradi mene. Ali pa gre nekdo na dopust, pa ga 3 tedne ni, dajte si nastaviti avtomatski odzivnik, lepo prosim, ker pošleš mail, pa čakaš, pa nič ni. Joj, kaj narobe, zgodbo si ustvaril, nekoga sem užalo, jezni je na mene, nekaj sem On pa samo sreba margarito nekje na obali, ne. Dajmo si nastaviti, do takrat smo nedosegljivi, v nujnih primerih nas dobite, ne. Ali pa pač vas ni takrat, ne, enostavno. Zapisana beseda je trajna beseda, to, kar sem prej rekla. Če se pogovarjamo v živo ali pa po telefonu, je drugače, ker ko enkrat pošlješ, zato pravim, zgodi se vsakemu, kakšna slovnična napaka, tiskarska, absolutno. Hitri smo že, ne. Je dobro vsaj še enkrat prebrati, preden stisnem gumb pošlji. Lahko se zahvalimo, ampak se potem ne zahvaljujemo za zahvalo in za zahvalo. Enkrat je čisto dovolj, to je znak vljudnosti naše in naše olike, zagotovo. Elektronska pošta je fajn, da je kratka in jedrnata. Zdaj, razen če nas nekdo prosi, ne vem, za obrazložitev enega člena v zakonu, ne vem čem, pač si moraš malo vzeti, ampak sicer pa prosim brez esejev, ko se zgubi rdeča nit 3-krat. Prvič, tistemu, ki mu pošiljamo, mu damo signal, jaz imam res preveč časa in ne vem, kaj naj z njim in zato ti pač pošiljam roman. In drugič, oseba, ki to bere, si mislim, joj, pa jaz nimam časa, jaz to vsega brati, to sploh ni bistvo, kar sem želel slišati. Tako da, kratko jedrnato, če se le da, z lep pozdrav pa spoštovanjem, kakorkoli, ne samo ok ali pa samo hvala, ker par sekund več nam vzame, če smo vsaj malo bolj vljudni. Ker to je, danes je to komunikacija, ki se vsi poslužujemo. Pomeni pa bistveno več in drugače. Absolutno. Simona, rekla sva, prvi vtis zelo je pomemben. Ne? Ja. Zdaj pa prvi vtis, sem si ga vedno predstavljala kot nek spontan vtis, ki ga dajemo, ne, da se ne pretvarjam. Jaz bi rekla, da tukaj bonton v smislu neke toge forme nima mesta. Ne? Zdaj, če grem na razgovor za službo. A moram biti recimo oblečena, ne vem, črne hlače, belo srajčko, ali je tukaj prostora za individualnost? Ker tudi s tem sporočamo, mislim, s to individualnostjo ali z nekimi dodatki ali so očala dovolj uhani, mislim, vem, da preveč ne moraš biti načičkan. Kako je to pomembno, kako to gre? Pa greva kar na razgovor za službo. Recimo, ja, tako razgovor za službo. Pomembno je, kakšni se pojavimo. Kakorkoli bi radi ljudje slišali, da temu ni tako, ne drži. Jaz ne podpiram stavka, obleka naredi človeka, naredi pa vtis. Glejte, mi smo vizualna bitja in mi se najprej spoznavamo z očmi. Torej, mi dve, ko smo se prej spoznali, prvi vtis traja nekje 7 sekund, da ga naredimo. Takrat mi nehote, to nam možgani delajo. Pogledaš človeka od glave do pet in si ustvarjaš si svoje mnenje. Možgančki potem iščejo vzporednice, joj, pa komu je podobna, joj, pa kak diši, kje sem že... Zato to dostikrat pozabimo ime človeku, ker se ukvarjamo se z drugimi stvarmi in nobene bi radi sami naredili najboljši prvi vtis. In to so sekunde. Po raziskavah samo 3% ljudi v naslednje pol ure spremeni svoje prvo dojemanje osebe, ki jo je spoznal. To pomeni, da teh prvih par sekund je zelo pomembnih. In ker smo mi vizualna bitja, obleka še kako igra vlogo. Jaz sicer, če recimo greva za razgovor za službo, malce sem konzervativna glede tega, pomeni, ne daš si zgor samo toliko, da pač greš, ker če si res želiš eno službo, boš že preden, da boš povabljen na razgovor, naredil vtis s tem, kako boš ti poslal in dostavil papirologijo, ki jo oni zahtevajo, kako se boš potrudil. To je že, oni se že na podlagi tega ustvarjajo eno sliko. In zdaj prvi vtis. Pomembno je od trenutka, kako vstopimo v prostor, ne vdiramo. Sylvester Stallone je samo en. Ne delamo 2-metrskih korakov, sploh ženske s peticami. Dajte lepo vas prosim, jaz si rečem, tudi jaz jih kdaj obujam, ampak dajte se prosim pogledati. Ne delajte korakov, ker se vam mudi, ker to zgleda, kot da je preletela ne vem odkot. Umirjeno, lepo počasi. Drža, samozavestno, ravna drža, ne biti tako, ker sporočamo, da smo v zadregi, da nas je strah in da nismo samozavestni. To so te prve sekunde, ko stopamo v prostor. Mi pozdravimo, ker smo mi prišli v prostor, mi pozdravimo in počakamo. Da nam oseba ali osebe, odvisno koliko jih je, ki nas čakajo,
prvič ponudi roko. Mhm. Stisk roke je zelo pomemben, kako se rokujemo. Močno. Tako je, pa ne premočno. No, ne premočno, ja. In se predstavimo z imenom in priimkom. Ker samo Simona nič ne pove, ker Simon je verjetno v Sloveniji na tisoče. Lečnik Očko je pač priimek osebni partnerja, kakorkoli, nisem Očkotova, nisem nobena lastnina, sem Simona Lečnik Očko in to sem jaz, to je moj ID. S tem se predstaviš in počakaš, da ti dovolijo, kam se boš usedel in kam lahko odložiš stvari. Ker eni so kar preveč domači in kar usedejo se in se potem začne razgovor. Oni so si, tisti, ki bodo z nami delali razgovor, že na podlagi tega ustvarili prvi vtis. Potem pa grejo samo v globino, v vsebino, v papirje, več karkoli jih pač zanima. Kako se obleči? Jaz vedno rečem, včasih si potreboval ogromno denarja, da si lahko, ne vem, Murin kostim kupil, kakorkoli. Danes tega res masovno imamo, tekstilna industrija je ponorela, ni pomembna znamka, pomembno je, da je čisto, da je zlikano, da nisi strgan, da ne zaudarjaš, pomembna je higiena, sploh v teh poletnih mesecih. Ne zanemarjamo tega, potnih rok in takih stvari, ampak urejeno, da se ti počutiš samozavestno, sama veš, ko se zrihtaš, pa ko greš skozi mesto, kako se počutiš v primerjavi, ko imaš tisti slab dan, pa si navlečeš neko majico, pa vpliva na podzavest in ti pa to potrebuješ na razgovoru za službo. To so samo tiste taki inputi, kako bi rekla, te malenkosti, ki te delajo še bolj, pa se bom obvladal, vse mi bo šlo, ne? Pomagamo sami sebi, ne pretiravati z nakitom, očala seveda, če jih nosiš, ne tako kot jaz, ko jih danes ne morem imeti. Vsekakor jih imeti gor, nič pretiranega nakita, ki binglja in odvrača pozornost. Brez dekoltejev, ki spet odvračajo pozornost. Ženskam vedno rečem, ne rabi to biti kostim, ti se samo dobro počuti, naj te ne stiska, naj te ne tišči, ker ne boš se dobro počutila, ti se moraš takrat dobro počutiti. In seveda pajkice, japonke, to ne sodi, niti v službo, kaj šele na razgovor za službo. Tako, če greš v službo, kaj šele na razgovor. Veste, vsa ta pravila, sploh za ženske, so napisana zato, da odvračajo pozornost moškim od nas. Pomeni, ženska, ki sedi nasproti mene in ima preglobok dekolte in če ima moškega sogovornika, on ne bo poslušal, kaj govori, roko na srce. In ko mene vpraša, kako se ne oblečem, glej, razlika je, če greš ti v banko na razgovor za službo, kjer imajo prav kodeks, to obstaja na spletu, treba se tudi malo pozanimati, ne. Tam so bolj konzervativni glede teh stvari, torej malce bolj toga oblačila. Zdaj pa, če greš ti, ne vem, za modno oblikovalko, pa absolutno avtentičnost. Če greš za prodajalko nakita, absolutno kak kos, kateri boš opozoril. Glejte, jaz sem pa prava oseba za to, ne. Tako da ja, hote, ne hote, delamo vtis na vsakem koraku. In prvi vtis je, glejte, prej ste omenili nebesedna komunikacija. Sem omenila. Nebesedna komunikacija. 55% je, kako smo oblečeni, kakšno frizuro imamo. Veste, če se ženska zjutraj vpraša, kaj bi si danes glavo opravila, pa moški, kaj bi se bril. Ja. Če se sprašuješ, ja. Ženske imamo danes to možnost, da imamo te spreje, če si ti kam ode, pa pač, ampak daj oprati lase, ker s tem nekaj sporočaš spet okolici. Veste, izkažeš spoštovanje do sebe in do vseh, s katerimi boš svoj čas danes zapravljal. Hram demokracije in pač jaz sem ena izmed tistih, ki redno se je sprejela. Verjetno rada z ljudstvom. Pa ne samo zaradi, kako se obleče, ampak že dolgo, me pač vsebina me zanima, malo sem čudila. Veste, oni so v službi javnosti, oni so v službi nas, državljanov, oni zastopajo kulturo naroda. In je prav, da so, če je nekdo lepo urejen, on še ni tako rad reče, nek snob ali pa narcis. Ne, on izkazuje spoštovanje do sebe in do vseh, ki smo mu zaupali, da odloča v našem imenu. In včasih se radi pohecamo, ko rečemo, ne biti bolj klošarski od klošarja, ker s tem ne boš pridobil priljubljenosti pri raji, ker tudi ta raja ima občutek za estetiko in tudi ta raja ve, kaj je urejeno. Ja, in jaz včasih sem prav huda, ko rečem pa, kako imaš, ne vem, obisk iz tujine, to so protokolarni dogodki, pa se pojaviš brez kravate. Vem, rahljajo se pravila, bonton se rahlja, vse mi je jasno, ampak še vedno je kravata ena taka moška
Pika na i, kar mora biti v primeru kakšnih višjih obiskov. No, to. Ja, to je Narava moje obiska, zasebno mnenje, mislim, da nisem edina, ko gre za to, je pomembno. Tako da 55% govorimo o tem, kako izgledamo, potem pa je 38% moj glas. Kaj Ja. govori moj glas? Ali sem vesela, ali sem jezna, sem utrujena, ne? In to je 93% je nebesedne komunikacije in samo 7 besedne. In to prodajalci dobro vedo. Da na koncu šteje Zelo. bolj na kak način, kot pa kaj je tisto, kar vam razlagam. Ne? In zato jaz rečem, ko mene vprašajo, ja pa kak, pa se naj oblečem, ne dovoliš pajkic, pa ne japonkic, pa sem kaj moraš, če že hočeš imeti sandale, si moraš nohte urediti. To so, slišijo se zelo banalne stvari, pa niso. Ni tako samoumevno, ja. Po zimi so pač noge drugačne kot poleti, ko jih imamo non-stop zaprte. Jaz to vse pregledujem sproti. Vprašati se Ne vidim moramo, pri ko sebi. gremo od doma, po čem želimo, da se nas zapomnijo. Ja. Potem, kako smo zgledali ali potem, kaj smo povedali. Samo to se naj vsakdo vpraša, preden da gre, stopi ven, poglej se v ogledalo, kak želiš zdaj, če imaš kak razgovor, če greš na kak sestanek, na zmenek, kam želim, da me gleda ta oseba prvič, ko z mano preživlja. Zdaj želim, da me gleda v moj dekolte ali želim, da me posluša, ker imam res fajn stvari za povedati. Ne? Ja, tako. Simona, krasna si bila. Jaz bi s teboj tule še do jutri sedela, ker bi Lahko. verjetno imeli. Še vidimo, se še srečamo Lično. zagotovo. Hvala torej, ker si nam odkrila tančico v svet lepšega in kakovostnejšega sobivanja. Zelo veliko veselja mi je bilo. Tako, do naslednjega podcasta Večer uživo se nam lahko pridružite in nas spremljate na večer.com/uživo, na naši Facebook spletni strani Večer uživo ter tudi na YouTube kanalu Večer. Z vami sem bila Maja Furman. Rekla bom, tako kot vedno, sledite strasti in veselju v življenju in življenje se vam bo odprlo, se strinjaš, Tako Simona? je. Srčno in srečno do kmalu. Večer uživa. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.